Atletsko ligo Telekom Slovenije. Čaka nas 7 tekmovanj, 5 največjih slovenskih mitingov in pa tukaj vsako leto v sklopu lige tudi državno prvenstvo, ki bo letos v Velenju, in pa Atletski pokal Slovenije, ki bo edino tekmovanje v sklopu lige letos v jesenskem delu v septembru. Z nami so predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar in pa predstavniki vseh 5 mitingov. Z Ptuja je z nami Aleš Bezjak, vodja tekmovanja mitinga, kjer se bo Atletska liga v torek začela. Le nekaj dni kasneje se selimo v Slovensko Bistrico, z nami je direktor mitinga Boštjan Fridrik. 9. junija bo miting v Ljubljani, z nami je predstavnik Atletskega društva Mask Ljubljane Matija Šestak. 5 dni za mitingom v Ljubljani, torej 14. junija miting v Mariboru, z nami je vodja tekmovanja Sebastian Jagerinec. Z rahlo zamudo se nam bo pa pridružil še vodja tekmovanja v Novem mestu Andrej Riček. Tekmovanje v Novem mestu bo 8. julija. Pa za začetek besedo predajam predsedniku Atletske zveze Romanu Dobnikarju. Hvala lepa, Peter, dragi novinarji, spoštovani predstavniki ključnih klubov v Atletski zvezi Slovenije, pa predvsem tudi v naši mednarodni atletski ligi Telekom Slovenije. Veliko čast in veselje mi je, da se Atletska liga Telekom Slovenije nadaljuje in da je postala tradicionalna. Pravijo v gospodarstvu, da vsaka stvar, ki se ponovi več kot 3-krat, postane tradicionalna in seveda mi smo to mejo prebili in je to zelo, zelo pomembno, kar pomeni, da bomo vse naredili, da bo to tudi ostalo. Tako kot smo že slišali, že 24. maja začnemo z atletskim mitingom na našem vzhodu na Ptuju, kjer bo tudi memorial Roberta Preloga. Potem 28. maja v Slovenski Bistrici, kjer dela vrhunske mitinge in pa tudi memorial Marjana Štimca. 9. junija se selimo v Ljubljano z memorialom Matica Šuštošiča in pa Patrika Cvetanina. Potem se selimo zopet nazaj na vzhod v Maribor, 9. memorial Iztoka Ciglariča bo v sklopu tega in se seveda zelo veselimo neke predhodnice večjih tekem tudi v Mariboru. Potem na našem čudovitem štadionu v Velenju 24. in 25. junija prvenstvo Slovenije za člane in članice, to je 6. lokacija in pa 7. oziroma na to gremo v Novo mesto, na tradicionalni 33. atletski miting na Dolenjsko prestolnico in pa končujemo z atletskim pokalom za člane in članice v Ljubljani 9. in pa 10. septembra. Bolj pomembno kot to je pa, oziroma najbolj pomembno pa je, da se nam sklad veča. Danes vlagamo v naš atletski oziroma v Atletsko ligo Telekom Slovenije že preko 50.000 evrov, pravzaprav 55.000 evrov. Samo od tega je 33.000 evrov nagradni sklad, ki je različno porazdeljen med prve 4 uvrščene. In seveda je to pomeni, da našim najboljšim atletinjam in atletom delamo konkurenco mednarodni udeležbe tudi na slovenskih tleh. To je najbolj pomembno, to pomeni, da takrat, ko so naši atleti in atletinje doma, da imamo močne tekme in še močnejše bi želeli imeti. Imam pa eno veliko čast in sicer to bom pa naredil zdaj, ker sem pa izvedel včeraj in tudi podpisal, včeraj bom jaz to naredil danes. Telekom Slovenije nam je podpisal pogodbo in sprejel tudi ponovno, da imamo sponzorje Atletsko ligo Telekom Slovenije tudi v letošnjem letu in pa seveda vem, da bo to tudi vsa naslednja leta. Tako da jaz bi prosil, če se mi pridruži tukaj Nejc v imenu vseh, direktor Atletske zveze Slovenije, in mu to slavnostno pogodbo tudi predajam in želim, da jo uspešno zastopate na vseh mitingih oziroma na vseh tekmah naše lige. Tako da to je pravzaprav z moje strani so ključne stvari, stvar je finančno pokrita, vi ste pa najboljši na svojem področju, tako da vam bo Peter predal besedo. Hvala, bomo šli kar po vrsti. Kot že rečeno, že v torek prvi miting letošnje lige na Ptuju
kaj nam pripravljate, kaj lahko pričakujemo, mogoče tudi izdate kakšna imena, ki bo nastopili na vašem mitingu. Ja, torej lepo zdrav vsem skupaj. Že, torej kot tudi lansko leto, letošnje leto, Mednarodna atletska liga začenja z mitingom v Ptuju. Kot prvo naj povem, da nam je od organizatorjev izredna čast, da smo prepoznavni kot močni organizator, kot dobri organizator in ki bo tudi zraven v ligi. Zdaj, po imenih, tudi v tujini se začenja, torej Ptuj počasi postaje prepoznaven. Zagotovo bo kar nekaj tujih atletov, ki bodo prišli na Ptuj tekmovati. Zdaj, od domačih atletov so nastop potrdili Kristjan Čeh, nastop je potrdil tudi Robert Trener, za ostale še čakamo. Kar nekaj bo takšnih, torej tudi atletov, ki imajo torej normo za evropsko svetovno prvenstvo, mlajših atletov, torej mladincev, tako da mislim, da bo kar dobro bližal. Lani je imel zagodlo vreme, ko so sedeli v dvorano, da že kaj spremljali letošnjo vremensko napoved. Ja, spremljamo že vsak dan, ne. Upam, da se ne bo ponovilo lansko leto, pa rečemo, če je to bilo za prvič, da mora biti vsaj, ne. Naj bo, upam, da bo za naprej bolje in da bomo letos imeli malo več sreče z vremenom. Koliko bo, pa bomo spavali. Super, hvala. Selimo se v Bistrico. Tudi tam bo nastopil Kristjan Čeh. To je zagotovo prvo ime mitinga. Štjan, pa prosim, če poveš mogoče še malo več o samem mitingu. Hvala za besedo. Lepo zdravstvo z moje strani. Letošnji miting v Bistrici po 2 letih spet končno v eni normalni obliki. Vemo, da leta 2020 smo imeli samo slovenske atlete in atletinje. Lansko leto je tudi zaradi vseh ukrepov bil miting malce v posiromašen, ampak letošnje leto bo to spet ena prava atletska poslastica v Bistrici. Organizirali bomo že 20 stepišnikov, Real Meto Parijo, pa drugi Real Marjan Štimca, Suvan Krogle. Kar se tiče imen, si že omenil Kristjan Čeh, bo nedvomno prvo ime, mitinga nastopili bo tudi večinoma najboljših slovenskih atletov v disciplinah, katere organiziramo. Spored bomo imeli 13 moških članskih disciplin, pa 12 ženskih članskih disciplin, tako da tukaj pričakujemo res vse najboljše Slovence. Zagotovili smo tudi močno mednarodno udeležbo, medviska bo zelo ena od vrhuncev vsekakor mitingov, ker bo Kristjan imel. Zdaj po trenutnih prijavah kar 7 oziroma 8 tekmovalcev, ki imajo osebne rekorde prek 59 metrov, kar nekaj od tega prek 60, tako da bo zelo dobra konkurenca medviska. Skok dalino za moške je že tradicionalno zelo močna disciplina, tukaj pričakujemo, da bo letošnje leto spet premagana magična osmica. Šprinterske discipline, tradicija, suvanje krogle za moške, imamo tudi finalista z letošnjega svetovnega lanskega prvenstva, Pezer, vnesel v tega svojo udeležbo. Skratka, pričakujemo res en zelo lep miting. Zdaj, kar se denarnega sklada tiče, lahko rečem, da smo tudi tukaj povečali številko moške v suvanju krogle, bodo najboljši trije si razdelili 2000 evrov, medtem ko pri moškem kladivu je prav tako najboljši 2000 evrov in pa 400 evrov za žensko, se pravi za žensko disciplino kladiva. Tudi na tem področju se trudimo, da povečujemo denarni sklad, seveda tudi zahvala Atletski zvezi, da podpira te največje slovenske mitinge, tako finančno, kot tudi na vseh ostalih področjih medijsko zadeva postaja res prepoznavna in po tej priložnosti vsi lepo vabljeni v naslednjo soboto, da se nam pridružili. Hvala. Hvala. Kaj je bil dovolj izčrpan, da se kar selimo v Ljubljano, Matija Šestak, 9. juni, kaj lahko pričakujemo v Ljubljani. Ja, 17. memorial Matica Šuštaršiča in Patrika Cvetana bo v bistvu, jaz upam, da zadnji
še na tem stadionu. To je prva želja. V bistvu ne morem reči nič kaj zelo konkretnega, zato ker je v bistvu ena stvar se zgodila, ker verjetno že vsi veste. V bistvu se je zamenjalo vodstvo v klubu, prišlo je mlado vodstvo, Luka Zidar je bivši naš atlet prevzel predsedovanje v klubu. Jaz sem en od njegovih pomočnikov in bom tudi pri tem tekmovanju v bistvu verjetno vodja, zdaj v bistvu v teh dneh se dogovarjamo kaj in kako. Tako da nekih obljub ne morem dajati, discipline so jasne, imeli bomo 30 disciplin, 21 članskih, 9 mladinskih. Računam na to, da bodo slovenski atleti utrdili udeležbo. Vemo, da je štadion v tako slabem stanju, da nekatere discipline so zelo nevarne, že skoraj ratale, tako da jaz vseeno upam, da bo to vse izvedljivo. Načeloma se nam je pridružil sponzor, ki bo financiral memorialno disciplino 100 metrov, to je TS Lab. Poznamo lastnike, to je Suhodolnik in Zlatar, mislim, da je direktor v tej firmi, oni so preskočili na pomoč pri memorialni disciplini. Ostalo bo pa vse ostalo isto, kot je bilo lani. Nekaj se ne bo povečevalo, zato ker enostavno smo v klubu mnenja, da moramo prvo videti, kakšno je stanje in se na novo postaviti. In jaz mislim, da če ne z novim štadionom, vsaj z novim vodstvom naslednje leto še z boljšim mitingom. Hvala. Kot smo že rekli, 5 dni kasneje miting v Mariboru. Bastijan, kako je izgledal letošnji miting v štajerski prestolnici? Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Zdaj seveda se nadejamo najbolj odziva slovenskih najboljših atletov in atletin, kot je praksa v preteklih letih. Želimo si tudi močne mednarodne konkurence, ki bi tem našim atletom parirali, pa bi bili celo boljši, zato da dobimo čim boljše rezultate. Zdaj dve glavni novosti mitinga do tega trenutka sta spletna stran mitinga, ki gleda v prihodnost, in pa denarne nagrade za rekorde mitinga. Neka dodatna mogoče motivacija, predvsem za atlete pa atletinje, da se vidijo, pa mogoče tudi kaj da zaslužijo. O samih imenih v tem trenutku težko govorim, ker je do našega mitinga še kar nekaj časa, slab mesec dni. Nekaj pogovore že imamo z določenimi atleti in slovenskimi in tujimi. Verjamem pa, da bomo na tiskovni konferenci pred dogodkom lahko povedali še kaj več. Podobno kot Ljubljana se želimo, da tudi v Mariboru imamo zadnji miting, staro tribuno, ki ni tribuna, da naslednje leto mogoče ravno na našem mitingu otvorimo nov objekt, ki ga ne samo mariborska atletika pa mariborski šport, ampak tudi slovenska atletika krvavo potrebuje. Ne gre samo za EOF, ki bo naslednje leto v Mariboru, ampak za streho nad glavo kraljici športa. Super, hvala. Verjamem, da vsi razen s prvenstvi napovedjo prejšnje spremljate, ki je malo predaleč. Zadnji od teh 5 mitingov, katerih predstavniki so danes z nami, Andrej Riček, 8. julij. Miting bo na petek, malo je še daleč, ampak verjetno priprave že nekaj časa potekajo. Imate že kakšno ime, katerega lahko izdate? Ja, vsekakor tudi mi se najprej lep pozdrav vse skupaj, drugače pa tudi mi se aktivno pripravljamo že za naš mednarodni miting. V prvi fazi pričakujemo, tako kot verjetno je že, dajmo reči, običajno kvalitetno tekmovanje, kvalitetno organizirano tekmovanje v Novem mestu. Zagotovo prvo ime je Kristjan Čeh, tudi pogovor z njim so že potekali oziroma so na nek način že zaključeni. Hkrati pa poleg vseh slovenskih atletov in atletin, ki naj bi nastopili na našem, bom rekel, že 33. mednarodnem atletskem mitingu, se pravi miting z dolgo brado, pričakujemo oziroma smo zagotovili, da se bodo tukaj udeležili tekmovanja tudi vsi naši karkaši, da reč najboljši karkaši, ki so že v tem dosedanji sezoni
dosegli trenutno, mislim, da 9 norm za velika mednarodna tekmovanja, se pravi od evropskih prvenstv navzgor. In pa seveda pričakujemo tudi veliko večino oziroma veliko domačih, najboljših domačih atletov in atletin. Že po tradiciji pa že navezujemo oziroma se že pogovarjamo tudi z atleti in atletinami iz okolice Slovenske oziroma iz držav v okolici Slovenije, predvsem Hrvaška, Srbija, Bosna, Italija, Madžarska in pa tudi Avstrija. Tako da ponovno pričakujemo kvaliteten meeting. Ob tej priliki sem pa lahko rečem, da sem zelo vesel podpisu nove pogodbe, tako da v bistvu gre ta zgodba Mednarodne atletske lige naprej, tako da letos se imenuje Telekom, upam, da bo še kakšno leto Telekom oziroma pa kakorkoli. To je tudi z moje strani nek napredek k kvaliteti, k izboljšanju teh mitingov in pa dvigu standardov teh zadev. Hvala lepa. Novinarji, imate kakšno vprašanja? Lahko še samo eno stvar, mogoče čist, ker verjamem, da vas bo tudi zanimalo, pa sem pustil ključne akterje, da to povejo, ampak vseeno za vse strani Atletske zveze bomo pa pripravili kar močen marketing, ki ga zelo jačamo. To pomeni tudi finančni vložek z naše strani. Vsi boste deležni billboardov v svojih krajih, to pomeni, da bodo vabili tudi lokalne ljudi, ne? To je naš strošek. Potem imamo TV prenos z kolegom, ki nas live streama oziroma prenaša v živo. Seveda vabljeni tudi RTV, Pop TV in ostali z prenosi oziroma z posnetki. Potem bomo imeli videoklip vsebine na Facebooku, ki so nenormalno gledane. To je bila neka uspešnica, ko smo po mojem skoraj mi med prvimi začeli, nesporno zelo kmalu, že par let nazaj, in bomo s tem nadaljevali. In pa fotografije, kjer imamo pa seveda zelo lepe in uspešne objave strani našega kolega Petra, ki dela pri nas. Tako da ta marketinški del se včasih ne vidi, vam pa sigurno pomaga, da tudi vi lahko doma uspešno delate, in če si staknemo roke, tako kot smo si zdaj, da so lokalci pridni in tukaj so sami taki, še mi pomagamo, tam je uspeh zagotovljen. Tako da to mislim, da je naša naloga in velja za vseh 7 lokacij. Zagotovo lahko obljubimo, da bo več pedalcev, kot da bi bili. Vprašanja? Že nekaj časa, 15 let ali pa 10 let se govori, da se mora tekve razširiti na druga območja, druge regije. Pa smo v principu skozi isti. Ki je Nova Gorica, Koper, Velenje, državno prvenstvo, ampak Velenje je bil sposoben narediti res dober miting. Celje, Murska Sobota, Koper, to so regije, ker bi si tudi želel, 10 let je že dejansko takšno stanje, kakršne je. Zakaj ni napredka? Lahko jaz? Ja, za 10 let je dolga doba, hkrati pa kratka, ampak kar lige vmes pa ni bilo, tako da mi smo nazaj vzpostavili. Jaz izjemno veliko delam z lokalnimi ljudmi, župani in pa tudi okolji. V Murski Soboti problem, ker je štadion edina mestna občina, ker štadiona sploh nimajo. Zelo se strinjam, Velenje smo zdaj uspeli vsaj nazaj priti z prvenstvom, tako da se Velenje nazaj postavlja. Za drugo leto imamo dogovorjeno, da začnejo v Gorici, v Novi Gorici, da bo prvič z nami, in pa želim si še Kopra noter. Tako da
Morda bo to najkasneje, ker imamo nekaj težav z tole, ne prenovo, popravilom steze v Kopru. To ni izgovor, jaz mislim, da bi moral klub še bolj aktiven biti, zato ker gre v bistvu za popravilo neke reklamacije in takoj, ko to uredijo, sem jaz pripričan, da bo tudi Koper stopil z nami. Tako da potem bomo v bistvu pokrito že vse. Jaz sem pa prepričan, da bo drugo leto že stisnil roko tudi Brežičanom, zato ker prenavljajo štadion in sem dosti poznal enega čudovitega župana, ki podpira šport. Zdaj tam prevzel klub Henriko Merzuk, ki si pa tudi želi napredek in neka nova energija, ki jo zopet čutim. Potem imamo pa skoraj vse strani neba pokrite. Služimo Celje, da Celje ni zraven, ker... Celje pa ni napaka, Celje se je pa odločil zato, ker letos preplastuje tartan in so se bali, da bo to ravno v tem obdobju. Jaz mislim, da to sicer ne vem, če bo ravno takrat, ampak to je bila odločitev zavestna in so naslednje leto zopet znani. Tako da jaz v bistvu najbolj pogrešam res Gorico, pa ta primorski del, ki ima idealne pogoje, dolga pot bo pa v Murski Soboti. Tam pa pravzaprav zdaj začenjamo z resnimi pogovori, da seveda vsi navijamo za Nafto Lendavo, ampak tudi atletika je šport in se o tem smo začeli pogovarjati tudi v Murski Soboti. Koliko so pa, koliko je pa okvirni proračun enega mitinga zdaj, če računamo vse skupaj, z vsem stroškom, tudi ker prispeva Atletska zveza? Ja, pridemo tam 15-20 tisoč. Nekaj, pač govorimo o bistriškem konkretno. To so vsi stroški naprej. Vse nagrade, potrebni, predem namestitve za boljše atlete, imamo gola, šle so spet končno. To važno. VIP bomo imeli za posebne goste, da se pol se nabere, ampak smo v teh okvirih, poskušamo dodajati vsako leto, kar nam tudi zdaj nam uspeva, lahko rečem, da tudi ta družina od Stepišnikov, Vedinek konkretno, imajo zelo veliko firmo v Hočah, na največjih z tega področja, s čim se oni ukvarjajo, z obdelavo kovin. Oni so nam priskočili na pomoč, kar se da nam pokrijejo konkretno mineralno spino v Medopadiva in pa potem tudi pri Zamarjana Štimca, tam pa je njihova družina, tam pa je v bistvu Nečak, pa sin Marjana, ki sta imata tudi vsaka svoje podjetje in ko oni prispevajo ta del za kroge. Da smo tudi prišli zdaj na en tak lep kos pogače in s tem se pač tudi dviguje, več lahko ponudiš, več svoj z tega. Imel bo še za Matijo oziroma za predsednika. Direktorica Športa Ljubljane je že pred cajtom govorila, da je do zdaj končno jeseni stekla podrtje in nova gradnja šišenškega atletskega kompleksa. Kakšne imaš ti informacije oziroma kakšne imaš predsednik, ker vemo, da je pa zdaj on tudi potrdil odkup zemljišč, tisti, ki so še sporni. Boš to izvod? Kar predsednik, bom jaz pokazal. Jaz sem dobil uradno informacijo in sem zato tudi čakal in objavil v socialnih omrežjih. Nič prej me pa veseli, da je že to potrdil tudi novinar še prej, drugač pa da. Z slovenskimi železnicami in pa mestno občino Ljubljano je bilo uradno podpisano in tudi sprejeto na občinskem svetu, na mestni občini Ljubljana, da smo odkupili oziroma so odkupili zadnja zemljišča od slovenskih železnic in pa da so odplačali tudi oziroma se dogovorili za dogovorno odškodnino za tiste ljudi, ki se bodo tam odstranili, kar pomeni, da je tudi formalno zadnja ovira preskočena in to je res zadnja. In sem zelo vesel, to mi je potrdil tudi župan, bilo je na občinskem svetu, kar pomeni, da so zdaj vsi formalni pogoji in jaz mislim, da se bo pred zimo štadion dejansko začel graditi. Tako da verjamem, da so pred nami eni potem pa res
lahko tudi mednarodne, mogoče mladinske, ne mogoče, sigurno mladinskega formata tekme, evropskega ali svetovnega nivoja. Novo vodstvo je pa temu samo prid. Luka oziroma Luka Zidarja, ki je nov predsednik Masa, ima tudi želje in ambicije, mi da so se že usedla uradno in so si dala roke, da porinemo ta voz naprej, kolikor se da, ne? Ker včasih se kakšne stvari tudi ne da plačati, ne? Ampak enostavno moraš ugrizati. Izvoli, še ti. Ja, jaz sem optimist, no, nadaljujem tle, čeprav sem en teden nazaj en članek videl slučajno, to je neko naključje leta 2015, ki je bil ta članek, kjer je pisal jeseni začnemo s prenovo štadiona. Je pa res, da je to vsako leto ena jesen, ampak zdaj, kjera bo tista ta prava, ne vem. Jaz bi rad, da se jesen to začne, me pa skrbi, ker, ko sem jaz zastopil, ne, ko se bo to začelo delati, mi nimamo nadomestnega objekta. To pomeni, da bo atletika v Ljubljani, ne vem za koliko časa, zamrla. In tle je treba iti v pogovor z vsemi silami, in to apeliram tudi na Atletsko zvezo, da se, preden se kaj začne delati, zagotovi vsaj neke primerne, rekel, vsaj minimalne pogoje za vadbo, pa tle ne gre niti toliko za člane pa mladince, kakor za otroke. Mi nimamo v Ljubljani zaradi novega sistema, nimamo na šolah več nobene vadbe, zato ker so v zadnje 2 leti so šole tiste, ki kandidirajo za vadbo na šolah in ne več klubi, in šole niso zainteresirane, tako da tam ni vadbe atletske. To, kar imamo mi na štadionu, je otrok sicer dosti, ampak teh ne vemo, kam jih bomo dali. In te starejši, se pravim, bomo šli tudi na Kodeljevo nekaj, pozim, ne vemo, kaj bomo hodili vsi v Novo mesto, ampak otroke pač ne moramo voziti v Novo mesto. Zato je treba stopiti v akcijo, da pač probamo zagotoviti. Jaz sem slišal eno idejo, da bi se pri štadionu pa pri dvorani v Stožicah, tam kaj garaža, da bi se mogoče kaj tam postavili, mogoče celo v garaži not se nek tartan položil, samo zato, da bi se dali trenirati. To idejo podpiram, zdaj je ta ideja izvedljiva, jaz upam, da je. Ampak prvo je treba zagotoviti to, ker če ne bo atletika za 2 leti v Ljubljani zamrla, in to je vprašanje vseh nas, kakšne so posledice. Ker moramo povedati, da v bistvu tukaj trenirajo tudi študentje iz drugih klubov. Jaz osebno sem trener teh študentov iz večjih klubov, tam iz Ptuja, iz Velenja, iz ne vem kje vse, in jaz ne vem, kaj bomo delali. Ja, to me najbolj skrbi. Pogovori so, ja, absolutno, in me to seveda skrbi enako kot vas, ampak nisem pa, sploh pa ne pesimist, ker vedo tudi na športu Ljubljana, da se to ne sme zgoditi, in to se ne bo zgodilo. Zdaj samo primerno, koliko primerno, kvalitetno bo, ne? Nesporno imamo že pogovore s Kodeljevem, pa s fakulteto za šport, tako da za poletje toliko ne skrbi. Tam zraven je tudi ena možnost postavitve balona in mogoče montažnega tartana, ne? Ali pa tako, kot si ti rekel, prvostne tartan. Ne bo tako dobro, kot je, oziroma tako dobro, ne bo tako kvalitetno, kot si želimo, ampak je sigurno to neka cena, ki jo moramo pa tudi mi plačati, da bomo do tega štadiona prišli, ampak sem pa prepričan, da je ta stvar tako resna, da pri tem milijonskem projektu, ne, oziroma več milijonskem, pač to ne bo ovira in nas ne bo ustavilo. No. Tako da tudi zato sem vesel, da se je zdaj res ena energija tudi v Ljubljani naredila nova, kar bo pomagalo. Ne. Če gremo naprej, v Mariboru je nova energija in gre tudi stvar naprej, ta EOF oziroma OFM nam pomaga, da so se zganili od župana do vseh, vse ponovati ni nikoli problem v nas, v klubih, v Atletski zvezi, ampak v investitorjih. Ne. Tudi na Fundaciji za šport smo letos zelo lepo sodelovali, imamo kar nekaj projektov, od Radeč do Radelj ob Dravi, do Šentjurja, do Velenja, ne, do
Celja in tako naprej. Skratka, kar nekaj prenov se bo zgodilo, ne? In mislim, da ta investicijska dejavnost, ki zdaj sicer ni stvar lige, no, ampak že dolgo, to ne cve, že dolgo ni bila tako aktivna. Malo nam pa pomagajo tudi lokalne volitve, mi pa to znamo biti z roko v roki, da pravzaprav pokažemo, ker so videli, da je atletika res, vsi so spoznali to, kar smo mi stalno govorili, da je atletika zdrav, ma ne poceni, ampak relativno primeren šport za vse, ne? Za vse velikosti, za vse starosti, za punčke, fante in danes ni več župana, ki nas ne bi skoraj podpiral. No? To pa je sprememba v pozitivu. Če bi še popravil, bi ono malo ceno prejšnji, malo sem se 25-30. Več pa se za to. 25-30, Mi imamo vse skupaj čez nagrade in ja, je več. Mi, če vse mitinge seštejemo, lahko rečemo, da v to vlagamo 100.000 evrov in več, a ne? Z atletsko zvezo, z vsakim posebej, ne? Tako da bom rekel več kot 100-120.000 evrov ni več tako malo in to tudi čutijo, zato hodijo k nam, so tukaj, gledam, so lepe nagrade, ne? Vsaki še kaj pridodane. Jaz bi si želel, da drugo leto mogoče prvemu damo več, pa da četrtega ni, a ne, da imamo samo prve 3, ampak to so stvar dilem, koliko jih nagraditi, ne, in tako naprej, ampak se vemo, ne, boljš pa je, da pravzaprav nagradni sklad povečujemo in če nam bojo sponzorji sledili, zato sem pa pravzaprav vsem to poudaril, pa ni bila to reklama ampak če to dela smučariji, pa v nogometu znajo, zakaj ne bi tudi mi, ne? In so nam prvič letos rekli, da so ponovno, zdaj se popravljam, so nam ponovno rekli, da so zelo ponosni, da so naš generalni sponzor in da sploh ni bilo dileme, da smo tudi letos podaljšali pogodbo. Ker je, meni se zdi, da vsem skupaj lahko čast, ne? In se, bom rekel, vsem skupaj zahvaljujem, kar pomeni, da dobro delamo, ne? Mogoče najna zadeva, človek znam. Ja. Cilj nas je in organizatorjev in zveze. Vemo, da v zadnjih letih je ta rank tekmovanje zelo pomembno, ker se nabirajo dodatne točke in da pride ti naši mitingi, ne? Tudi kako stopnje više. Da so venci dobijo pike. Tako. Ker imamo recimo zdaj v Avstriji, imamo ta sklop mitingov, to so vsi mitingi v D kategoriji, kar prenese dodatne točke, pa mitingi niso nič boljši, kot so naši mitingi. Bolj so dobili. Ja, vse to je res, z roko v roki gremo in je to ena stvar, ki se je morala enostavno zgoditi in smo ponovno začeli z ligo, ne, da bomo zdaj tudi lahko kandidirali. Ni bilo dovolj, ne, moje mnenje je bilo vedno, ne, da en močni miting v državi ni dovolj, ne, moramo imeti ligo. Ne. In če se vse podredimo samo enemu mitingu, ne, seveda to ni dovolj, ga sicer vsi poznajo, ne, ampak to je pač zgolj ena tekma, ne, na leto. Ne. Seveda, če pa jih ti rabiš pa 7 močnih, ne, je pa 7-krat več denarja za take močne stvari, kar pa pomeni, da mora in atletska zveza in lokalci stopiti skupaj in to zdaj počnemo. Ne. Povsod, kjer imamo močnega lokalca, tako kot je Boštjan rekel, še zdaj v Ljubljani enega, ne, povsod bomo rabili še lokalno firmo, ki bo poleg teh nacionalnih državnih firm podpirala še lokalni miting in da imamo zdaj zelo lepo porazdeljeno, ne, Krka, pa ne bom naštel zdaj, ne, ampak vsakemu posebej nekdo malo priskoči. Ne.